Lepo pozdravljeni prav vsi. Se pravi, naslov našega današnjega pogovora je oprema naših otrok v nevarnem digitalnem svetu. In gre za to, da boste pomagali osvetliti različna stališča in seveda vsak iz svojega profesionalnega kota, kaj na mlade najbolj preži v tem okolju in s čim se bodo morali ukvarjati in s čim seveda se moramo tudi mi, vsi, ki jih nekako pomagamo usmerjati na tej poti, kaj moramo vedeti, na kaj vse lahko na njih preži v digitalnem svetu, oziroma kaj pride vse z uporabo digitalnih tehnologij, zato da jih varujemo in seveda jim ohranjamo neko dobro počutje v tem svetu. Tako da jaz bi kar začel z vprašanji. Jaz se upravičujem, če bom kakšno vprašanje nerodno postavil, ker sem neznanec na tem področju, tako da prosim, če me pokritizirate, hvala Bogu, važno je, da je sporočilo jasno in da se tematika pravilno razgrne. Najprej bi vprašal vas, gospa Mojca Štruc, kakšna je vloga in odgovornost vašega ministrstva pri spodbujanju digitalnih kompetenc med mladimi? Lepo pozdravljeni vsi in najlepša hvala za to vprašanje. Vloga in odgovornost našega ministrstva sta kar precejšnja, kljub temu, da mi ne posegamo na področje formalnega izobraževanja, ker je to pristojnost Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ampak se bolj ukvarjamo s tistim delom, ki je nekako nepokrito od ostalih. Se pravi, se zavedamo, da se v Republiki Sloveniji že kar nekaj časa dogajajo različni projekti na različnih ministrstvih, veliko na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, kar nekaj tudi na Ministrstvu za visoko šolstvo, potem tudi na Ministrstvu za delo, pa na Ministrstvu za gospodarstvo so se že ukvarjali z raznimi projekti in potem se pojavi Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki je zelo mlado, sveže ministrstvo, tudi če je bilo prej služba, pa vsi vemo, da ni bilo dolgo, ne? In je odgovorno tudi za informacijsko oziroma digitalno družbo. Zdaj, v tej družbi smo res vsi, se pravi vsi prebivalci Republike Slovenije smo del te družbe in kljub temu, da se številni projekti po resorjih že izvajajo skozi čas, smo ugotavljali, da nekatere posameznike smo pa spregledali, smo pozabili, jih je mogoče spregledala tudi Evropska unija, ki pač redno meri digitalne spretnosti in znanja, predvsem od starosti 16 do 74 let, ampak nekateri so tudi starejši in naše ministrstvo se čuti odgovorno predvsem za vse te. Aha, smo izgubili baterijo? Jaz se upravičujem. Jaz osebno ne mislim, da ste predolgo govorili, tako da je... Hvala. Šalim se. Hvala. Torej, za vse tiste, ki mogoče do zdaj niso bili neposredno naslovljeni, zdaj pa želimo mi njim ponuditi priložnost, da lahko pristopijo do raznih neformalnih izobraževanj oziroma usposabljanj, tudi doma, mobilni heroji, tudi v mestih, po ljudskih univerzah, marsikje jih zdaj financiramo, da se izvajajo in pravzaprav vsak državljan, tudi če hodi v šolo, tudi če hodi v službo, ali pa če je upokojen, ali pa če je to ženska, ki se želi prekvalificirati, vse ta področja mi naslavljamo bolj neformalno, ampak zelo zavzeto. Jaz predlagam, da usposobimo še drugi mikrofon, če je slučajno zmanjkala baterija. Prosil bi vas, da ne glede na to, da imam jaz pripravljeno to vprašanje za vsakega posameznega od vas, da če ima kdorkoli repliko, kakšno misel, vprašanje, svobodno prosim, vzemite mikrofon v roke in se javite. Tako, gospod Velar, Boris Velar, kateri so tisti najpogostejši izzivi, s katerimi se soočajo mladi pri uporabi tehnologij? Najlepša hvala za besedo in povabilo. Duševno zdravje, z eno besedo duševno zdravje, je tudi tema v bistvu zelene prihodnosti. Duševno zdravje smo sploh po obdobju covida lahko, predvsem pri našem delu, zaznali ogromen porast težav s čezmerno uporabo zaslonov. In tukaj pač so izzivi tako za nas, kot družbo, kako pač opolnomočiti opremi
mlado populacijo, zato da ne bojo vse stiske, da ne bo beg pred zaslone, pred stiskami in težavami tako močan, in da recimo, da ni edini način, kako se otroci sprostijo na način, da pač vzamejo telefon v roke. Skratka, kar mi opažamo, je pri večini populacije mladih to skoraj edini način reševanja nekih stisk, v katerih pa gotovo mladi so danes, to, da enostavno se zamotijo z nekimi aktivnostmi v okoljih, v digitalnih prostorih, ki pa jim, moramo povedati in se zavedati tega, predstavljajo tudi prostore varnosti. Prostor varnosti, tam, kjer so slišani, kjer jih nihče ne obsoja, kjer imajo različne potrditve, dosežke. Ko je ta način bežanja v digitalne prostore edini način reševanja pred stiskami in težavami, s katerimi se soočajo, in ko to traje nekaj časa, dolgo časa, in ko to pomembno vpliva na pomembna področja življenja, kot je spanje, odnosi, prehrana, gibanje, potem pa je nevarnost, da bi tukaj tudi prišli do zasvojenosti. Poleg seveda zasvojenosti ali pa čezmerne uporabe tehnologije, tukaj seveda nevarnost tudi različnih drugih tveganih spletnih vedenj. Otroci so pogosto žrtve spletnega nasilja in tudi marsikdaj se s tem sami ne znajo pravilno soočiti. Tako da ja, verjamem pa, da je tukaj en kup varovalnih dejavnikov, o kateri pa verjamem, da smo tudi kasneje pogovorili in se je tudi dotaknili, ki pa lahko pomagajo mladim. Gotovo. No, ravno glede varnosti bi vprašal tudi vas, gospod Marko Pušnar iz safe.si, ker si safe, ne? Oziroma vi lahko to zagotovite? Ne. Če bi lahko, verjetno bi bilo polno težav, kot jih imamo, ne. Mi smo v bistvu točka osveščanja o varni rabi interneta in se predvsem ukvarjamo z osveščanjem. No in kako lahko potem starši, učitelji ali pa pač otroci najbolje izkoristijo vašo podporo? Ja, naj pridejo na našo spletno stran, kjer imamo ogromno gradiv, tako za učitelje, da potem uporabijo v šoli pri pouku, izvedejo neke delavnice, pogovore in tako dalje, na vse teme, ki so problematične, oziroma ki se navezujejo na varno rabo interneta, ne. Potem recimo za starše organiziramo webinarje oziroma spletne seminarje. Dolgo časa recimo smo se ukvarjali s tem, kako doseči starše. Starše je zelo težko doseči. In smo ravno skozi te spletne seminarje ugotovili, da tukaj se jih pa da. Mislim, da si predstavljamo, ne, tukaj dosežemo mi, naši posnetki dosežejo približno 3000 ogledov skoraj za vsak webinar, ne. In v živo nas spremlja okoli 800 staršev, ne, kar so za druge recimo načine, kako priti do staršev, kar lepe številke, ne. Ker druga stvar je, ki jih izvajamo po šolah, so predavanja za starše, ne, kjer se tudi zgodi, da pride samo ena mama ali oče. Tudi take primere smo imeli, ne. Skratka, pripravljamo take zadeve. Potem za otroke imamo seveda ogromno vsebin, predvsem za najstnike, videe, kvize, drevesa odločanja, tudi letake, ne, potem delimo tudi na naši stojnici, zunaj jih je nekaj, ne, plakate pripravljamo in podobno, vse z namenom, da jih osveščamo o pastih, ki nanje prežijo na spletu, in pa zato, da jih opolnomočimo, ker ne gre se zdaj tukaj samo zato, da mi rečemo, lej, ne to delati, ne to delati, ne to delati. Veste, mladim, ne, gre na to drugemu ušesu ven, ne. Naš pristop je, ok, povemo, lej, če boš to počel, se ti lahko zgodi to pa to, in če se ti bo to zgodilo, tako ukrepaj, da bojo posledice čim manjše, ne. In to recimo je sporočilo, ki ga skušamo jim predati. Zdaj, kako ga predajamo poleg teh gradiv? Seveda tudi preko delavnic. Letno naredimo približno 800 delavnic po slovenskih šolah, večinoma so sicer osnovne šole, srednjih je nekoliko manj, pokrijemo pa približno polovico šol. In na teh delavnicah, in to je pa za nas tudi, za nas, ki delamo, ki pripravljamo te vsebine, pomembno, se pogovarjamo z otroki, delavnice temeljijo na pogovoru in zvemo marsikaj. In je včasih prav zanimivo, ko kakšen učitelj posluša, ne, in je čist šokiran, ker sploh ne ve, kaj se vse mladim dogaja. Še posebej, če si verjetno po letih toliko bolj oddaljen, pa mogoče tudi so že
učiteljevi otroci ali pa kako že odrasli ali kakorkoli. Ne? Ja, tudi razkorake med generacijami, ne mislim samo to, na tej taki starostni razliki, ne zdaj res med starejšimi učitelji pa učenci, ampak tudi recimo že med osnovnošolci pa srednjošolci je razkorak. So določene zadeve, ki se jim dogajajo obojim, ampak recimo že uporaba družbenih omrežij je različna. Osnovnošolci so vse nekako bolj recimo na TikToku, medtem ko so srednjošolci bolj na Instagramu. Oboji uporabljajo pa Snapchat recimo. Ja. Najlepša hvala. Še vas bi vprašal Nika Jeršič, kako pa vaša generacija dojema to dodano vrednost digitalnega sveta in hkrati izzive, s katerimi se soočate? Lahko rečem, da sem bila jaz v bistvu rojena še v generaciji, ki je zgodnje otroštvo poznala brez teh digitalnih stvari. Torej, da nismo bili obdaljeni s telefoni, ampak smo imeli samo en stacionarni računalnik doma, ki nam ga itak niso pustili uporabljati, še posebej, če smo imeli starejše brate in sestre, itak nismo dobili dostopa. Ampak potem v poznem otroštvu pa so se potem seveda začele stvari okrog 2010, so se začele ti veliki tehnološki bumi, ki smo dobili tudi, zaslone na dotik, dobesedno digitalni svet na dlani, in te stvari so se v bistvu razvijale v istem času, ko smo se mi razvijali. In nekako smo že pri teh letih, ko smo videli te napredke iz dneva v dan, takoj smo dobili neki občutek, da je to neka samoumevna stvar. In ko smo mi v bistvu začeli uporabljati te stvari, smo seveda videli veliko nekih pozitivnih stvari, kot so, hiter dostop do informacij, seveda inovacije, možnosti za, zaslužek, pa seveda zabava. Smo se pa tudi nekako zavedali teh slabih strani, kot so, zasvojenost s socialnimi omrežji, pa smo potem nekako tudi videli, to nasilje se je že takrat začelo, ampak nekako je pa bilo tudi v najstniških letih seveda slabi pogled na svoje telo, tudi duševno zdravje, tako da je bilo kar zanimivo v najstniških letih. Danes pa seveda mladi starši, in ko smo že obkroženi s tem internetom, imamo tudi druge probleme. Ja, veliko je vsega okrog nas in okrog mladih, še posebej, če si jaz predstavljam sebe takrat v tistih letih, da bi bil še obkrožen. Pa problem je v tem, ker nisi samo obkrožen, ampak je dejansko ti to nekdo, kakorkoli ti ščitil pred obraz konstantno neke vsebine. In tudi pač itak že samo šolstvo tako deluje, da je pač vedno potrebno pobrskati tudi po internetu za dodatno znanje. Je to le ena ogromna knjižnica, ki si jo lahko učenec, učenka pač postreže z njo. Me zanima, dr. Logaj, kakšne novosti na področju digitalnega izobraževanja pa vi spremljate, pa evalvirate? Ja, morda se nekoliko navežem na predhodnike, torej kaj nam prinaša ta razvoj pa digitalizacija nasploh. To je v bistvu prvi pojav pri človeku, kjer gre za neke vrste dvosmerno komunikacijo, in je vprašanje, če je razvoj pripeljal že do te točke, do katere je pripeljala tehnologija. Če malo ilustriram, eno je, če imaš v roki daljinec za televizor, pa kljub temu, da ima gor 20 tipk, uporabljaš tisto, kjer piše TV, pa ena pritisneš, pa gledaš ustrezen kanal. Pri pametnem telefonu je zgodba popolnoma drugačna, in mislim, da izum pametnega telefona ali pa prodor pametnih telefonov sega v tisto obdobje, ko so se rodili tisti učitelji, ki zdaj prihajajo v šolski prostor. Poleg tega imamo pa v šolskem prostoru učitelje, ki so začeli delati v 80-ih letih, ko praktično o digitalni tehnologiji ni bilo govora. In tukaj mislim, da so
zelo pomembni načrtni pristopi v šolskem prostoru, na nek način diferenciran pristop. Po drugi strani smo pa zdaj nekako prvič dobili neko ogrodje kompetenc, ki naj bi jih imeli učitelji, neko standardizirano orodje, s katerim lahko to izmerimo. In lahko povem, da ko smo pred 2 leti v enem izmed projektov, ki se zdaj zaključuje, začeli načrtno delati s 220 šolami in smo izmerili njihove kompetence, prej so se pa brez orodja ocenili, se je pokazal en ogromen razkorak med tem, kaj dejansko, katera znanja oziroma veščine obvladajo. In na osnovi tega smo potem zelo diferencirano zaradi različnih profilov začeli tudi s pripravo digitalne strategije za šolo, ki vključuje tudi področja usposabljanj za posamezne učitelje. In to se nam kaže kot ena od dobrih oblik, hkrati pa želimo vzpostavljati tudi ta stik. Približno 35.000 učiteljev in drugih strokovnih delavcev imamo v šolskem prostoru in tako verjetno kot na vseh področjih. Seveda poleg tega imamo še približno 350.000 učencev in dijakov, pa 700.000 staršev, pa je to polovica Slovenije, ki je na nek način tudi povezana s šolo. Zato moram reči, da še tudi iščemo določene oblike, tudi usposabljanj, ki jih sproti evalviramo, kot dobra, ki hkrati potegne veliko strokovnih delavcev. Teče ravno ta teden v okviru, mi rečemo temu teden digitalnega izobraževanja, približno 2500 učiteljev vsak večer 2 uri en teden nadaljavo. Bili smo sami tudi presenečeni nad tem odzivom in to vidimo poti, po katerih lahko vstopimo tako v šolski prostor, tudi izven delovnega časa, in tako lahko vstopimo tudi domov. Verjetno so to ena od izhodišč usposabljanja v sodobnem času. Seveda, vsako ponotranjenje tega pa zahteva nek proces in tukaj se močno ukvarjamo s področjem psihologije, sociologije, etike v povezavi z rabo digitalne tehnologije in načrtujemo aktivnosti tudi v bodoče v tej smeri. Fantastično. Jaz seveda vse nekako zahteva svoj čas, ampak je pa me presenetil ta podatek. Se mi zdi, da je zelo prijeten podatek to, da je želja po tem razumevanju, po tem vključevanju tako velika, da ste imeli tak dober odziv. Ja, zdaj se kaže, da postaja v šolskem prostoru to tudi potreba. Zaradi vseh neznank in negotovosti, ki se pojavljajo okrog umetne inteligence, in tu imamo tudi načrte za naprej. Vedno se pa postavi vprašanje, kako dobiti tisto tretjino, s katero težko vzpostaviš stik, ki včasih tudi ni zainteresirana. Dejstvo pa je, da se vsak, ki poučuje, dnevno srečuje s toliko in toliko otroci. Da bi imeli pa ambicijo, da lahko postorimo vse v šoli, to pa še zdaleč ne gre. In tu je ključno vprašanje, torej kako se o teh stvarih pogovarjati tudi starši, če ne govorim zdaj še o sistemskem delu, ker je tudi še kar nekaj za postoriti. Seveda. Gospa Štruc, kateri so pa tisti ključni ukrepi, s katerimi vaše ministrstvo podpira starše in vse izobraževalne ustanove pri vzgoji digitalno spretnih otrok in mladine? Bom odgovorila na vprašanje glede staršev, ker starši so odrasli ljudje. Se pravi,
Starši so tisti v skupini, o kateri smo danes že nekaj povedali, da smo samo v Sloveniji nekje polovično digitalno pismeni, vsaj glede tistih osnovnih kompetenc, glede česa više pa še smo pri 20%. Tako da naše ministrstvo prvi ukrep, ki ga namenja za odraslo populacijo, ki ji pač manjka zaradi ravno tega prehoda, o katerem smo govorili, zdaj pravzaprav vsi, ker so nekateri že bili iz 80-ih let, nekateri so pa mogoče malo bolj kasneje rojeni, zaradi tega prehoda, ko so se stvari samo zgodile okrog nas, enostavno nismo imeli priložnosti nikjer do zdaj, ne v formalnem izobraževanju, ne v neformalnem, ker tega pač ni bilo, se je samo odvijalo in njim želimo ponuditi najprej izobraževanje osnovnih digitalnih kompetenc, pa tudi naprednih digitalnih kompetenc. Zdajle je v teku en res velik izvajanje enega velikega javnega razpisa, kamor naj bi se do konca letošnjega leta vključilo kar 23.000 ljudi. To mislim, da je res odlična priložnost. Mest bo torej veliko, da se odrasli vključijo v ta izobraževanja in pa konkreten primer za te, ki so v generaciji staršev, je še možnost prekvalifikacij za ženske. V IKT poklice tukaj so pa priložnosti za malo bolj poglobljeno znanje, to je že več od naprednih digitalnih kompetenc, ampak kot smo slišali, interes je pa zelo velik, tako da mesta so na tem zelo zasedena. To je recimo sta dva ukrepa, ki ju zdaj izvajamo. Seveda imamo še ukrepe potem tudi za otroke in pa seveda moram spet omeniti Digi-info točke, ker pogosto opažamo, da se zgodi, da ljudje, ko pridejo na neko usposabljanje, na nek tečaj, 20-urni ali pa 12-urni ali karkoli takega, nekaj kratkega, potem neka znanja osvojijo, marsikaj pa se čez čas tudi pozabi, ker je bilo to vendarle preveč hitro za razliko od nekega matematike, ki smo se v šoli učili, pa še danes znamo poštevanko. In zato so tudi te Digi-info točke po eni strani namenjene lahko kot prve točke za srečanje z tehnologijami in storitvami, po drugi strani pa tudi za obnavljanje znanja. Nič ni narobe, če smo se mogoče že na usposabljanju naučili nekih osnov, pa doma potem malo dali na stran, ker nismo takoj rabili in čez mesec, 2, 3, kakorkoli, pač odločili, grem pa tja vprašati, pa še enkrat osvežili svoje znanje in bo šlo verjetno potem naslednjič lažje. Tako da vse to, vsa ta usposabljanja, to se mi zdi izjemno pomembno, so pa za udeležence brezplačna in obisk točk in udeležba na teh osnovnih naprednih digitalnih kompetencah, prekvalifikacijah in je res namen, da se spodbuja, da bi se ljudje priučili, da bi postali spretni, po drugi strani pa tudi to, kar so sta sogovornika predvsem opozorila, da ne bi pa preveč zapadli v negativne trende, ki pa obstajajo v digitalnem svetu in jih lahko ravno s tem, ko krepimo svoje digitalne spretnosti, dobro ozavestimo in se pred njimi tudi obvarujemo in jih rešujemo, če se že zgodijo. Kako pa lahko starši in učitelji učinkovito podpirajo otroke in najstnike pri teh izzivih, ki jih predstavlja digitalizacija? Jaz sem v bistvu nadaljeval po tem področju, s katerim se mi ukvarjamo. Jaz sem mislil odprej, da so v bistvu digitalne spretnosti, predvsem pa digitalna okolja so v bistvu tudi na nek način prostori varnosti, do neke mere. Če se otroci zatekajo te prostore varnosti predolg časa in da to je edini način, potem pridemo s časom tudi do zasvojenosti. Hočem povedati, da to vedenje je treba že zelo zgodaj spremljati pa zaznati otrok, to uvajanje tehnologij, tako v domače okolje, kot tudi v šolsko okolje in tudi vsa okolja. Če imeli en gumb, s katerim bi lahko izklopili vse dejavnike tveganja, ki so zunanji ali pa osebnostni, recimo, da bi prišli s temi osebnostnimi značilnostmi otrok in mladostnikov, nizka samopodoba, različni strahovi, avtizem, ADHD, Aspergerjev sindrom, to so kar veliki, močni dejavniki tveganja osebnostnih značilnosti otrok, kar se tiče stika s tehnologijo, zato da bi lahko morda postali zasvojeni. Če sklopimo še zunanje dejavnike, odnosi v družini, če to samo izključimo, to, da se starši ne kregajo, da ni prepirov, da se ne ločujejo, da
medvrstniškega nasilja ni, da ni žaljivih komentarjev. Skratka, to so vse stvari, zaradi katerih v stiski otroci bežijo v okolje, kjer se počutijo varne in to so pa seveda digitalno okolje. Če bi vse to izklopili, potem tudi mi ne bi imeli veliko dela. Ker opažamo, da kar se tiče z vidika zasvojenosti, je večinoma tukaj gre za beg pred stiskami in težavami drugih, po odnosih, tako doma, kot v drugih okoljih. Tako da, žal pač tega ne moremo izklopiti, tako da kaj lahko naredijo učitelji ali pa starši? Omogočijo seveda, da so tenkočutni do otrok, da jih slišijo, da niso odsotni. Imamo starše, ki so dejansko ves čas pred zaslonom. Otrok ne vidijo in tukaj gre za psihično obliko nasilja, da ni drugih oblik nasilja v družini. Zato, da so otroci podprti na tak ali drugačen način, da tudi imajo dobre odnose, pozitivne odnose, tudi med vrstniki, in da tudi učitelji prepoznajo in znajo spodbujati takšne vedenja, ne? Da tudi tiste, ki so mogoče najbolj na robu, spregledani, da jih vidijo in začutijo. Predvsem pa, da če opazimo kot starši ali pa kot učitelji neko spremembo vedenja pri otroku, ali se otrok zapre vase, se ne druži z ostalimi, mogoče tudi ne mara iti več na internet, da se vprašamo, če se je kaj takega zgodilo tam, da pogledamo to njegovo komunikacijo, mu ponudimo varen prostor, tako za pogovor, tako da se pač, da ni sam v teh stiskah. Če ne, lahko pride tudi do tako hudih stisk, da govorimo tudi o depresivnem razpoloženju, anksioznosti in tudi suicidalnih mislih. Tako da to so ene take stvari, ki v bistvu je zelo fajn in ponuditi potem čim več gibanja, pomagati strukturirati čas, da ne hodijo spat s telefoni zvečer, ker družbeno omrežje recimo zelo močno vplivajo tudi na njihovo duševno zdravje, se pravi samopodoba, primerjava z ostalimi. Skratka, tu jim lahko pomagamo, da jih podpremo. Da te osnovne stvari, skratka odnose, tako kot sem na začetku povedal, gibanje, spanje, prehrano, res čim bolj pomagamo vzpostaviti tak nek normalni vzorec. Z novim programom, ko smo letos začeli, digitalni detoks, ko grejo otroci za 3 tedne, nimajo tehnologije in grejo na raketno zdravilišče, tukaj pravzaprav dostikrat sebe osebno pomislim, morajo biti starši na ta detoks. Namen programa je, da se delamo intenzivno s starši, ampak kaj tukaj največkrat opazimo? Otroci pričnejo normalno spati, to je že prva sprememba. In z tega, ko se te osnovne stvari uredijo in ko imajo tudi potem pač tih njihove psihološke potrebe, ki se jim zadosti, je tudi potreba begov pred zaslonom, skratka, veliko manjša. To je pač en tako. Aha, zanimivo, to me je zdaj rahlo spomnilo na, jaz sem poslušal en podcast o sreči, pa to, pa je tam nekako en znanstvenik, da je začel razmišljati o tem kot iz sebe, ker ko se on počuti srečnega, je v bistvu pomeni, največkrat je to takrat, ko je naspan, da ni utrujen, pa ko ga nič ne boli. Se pravi, smo spet v nekem občutku varnosti, pa občutku moči kot take, ker ste prej omenjali, da je digitalen svet varen svet, oziroma da začnejo boljše spati. Se pravičujem, ker skačemo besedo, ampak moram povedati. Danes, ko je prišel gospod Boris, je meni prinesel eno darilo. Sicer sva se potem pogovarjala, koliko imam jaz otrok, doma imam 3, in mi je prinesel eno šalčko za uplanine. Za uplanine? Za uplanine. Zato, ker pač najbrž dobro ve, da vsi, ki ste res veliko delamo za računalniki v svojih službah in tako naprej, pa pač v današnjem svetu živimo, pozabimo iti do uplanine. In tukaj me je zadev res zelo dobro. In mi je dal zdaj en izziv, da se torej tudi jaz s svojimi otroci odpravim v planine, se pravi v naravo. In mislim, da je to tudi tisto en delček, kar si hotel povedati, Boris, da se pravi res se spočiti, res biti najprej z drugim človekom in znati torej iti tudi proč od zaslonov, ne glede na to, da včasih seveda moramo biti za njimi, ampak obvladati še realni svet. Lepo. No, pa me zanima pa, kateri vidik varne pa odgovorne rabe interneta pa otroci po vaših raziskavah najtežje sprejmejo. Najbolj bi se navezal na Borisa, ko je prej govoril o varnem okolju. Treba se zavedati, internet ni varno okolje za otroke, to je ključno. Namreč internet je pravzaprav tako kot fizični svet, samo da je neke vrste virtualni svet, kar pomeni, da v njem pridejo na plan tako frustracije posameznikov, pač nekaj se izražajo, do kriminalcev, do spolnih predatorjev in tako dalje. In mogoče
najhujši problem je to, da se starši tega ne zavedajo in marsikateri starš, nosi, da ne bomo slučajno komu krivice naredili, ker niso vsi taki, omogočijo otroku dostop do interneta, omogoči mu uporabo mobilnega telefona, družbenih omrežij, paste, pred 13 letom, kar so radna pravila družbenih omrežij, ne, mi imamo v 2. razredu težke uporabnike družbenih omrežij, ne, se pravi starajo 8 let, 7 let, ne, in to so otroci, ki ne znajo se zaščititi v tem okolju. A veste, ko sem jaz šel recimo v šolo, ko sem začel hoditi v šolo v 80-ih, seveda, ko še ni bilo tega, sta prvi dan je šel, ne vem, zdaj se ne spomnim, oče ali mama z menoj v šolo, pa še drugi dan pa mi je rekel, lej, tukaj je cesta, poglej levo, poglej desno, preden greš čez cesto. Kaj pa danes starši pri internetu naredijo? Tu imaš telefon, daj mi mir. Malo grobo povedano, ampak dejansko taki primeri so, a ne? In zdaj nimamo te naše nesrečne otroke, marsikoga, brez da bi ga kdorkoli pripravil, stopijo, so vrženi v ta svet in se morajo v njem znajdeti. In zdaj, kaj je tisto, kar so največje težave, ki jih imajo, ne? V bistvu to, kar je vezano na razvoj, na odraščanje, ne, se vemo, v določenem obdobju se ti razvijajo določeni pogledi, ne, začneš recimo čuvati svojo zasebnost, ker se začenjaš zavedati zasebnosti, ne, ti, recimo te postane sram, če te kdo vidi golga, ne, recimo vemo, enega 2-letnika ga ni nad sram, ne, če je recimo, če ga kdo vidi na plaži, ko se igra ali kaj podobnega, ne. In to so tiste tveganja, ki so najbolj problematične. In ravno zasebnost je tisto. Mladi v bistvu ne razumejo koncepta zasebnosti in ne razumejo koncepta prijateljstva. To sta dve mogoče ključni zadevi, ki pol zapeljata v hude težave, ne. Namreč en primer je, ne, delijo na internetu vse, od svoje intime do informacij, kaj je oče, ne vem, kakšen avto je oče kupil danes, recimo, ali kaj podobnega, ne. Razkrivajo, kam hodijo v šolo, kje se gibljajo. In to so vse potencialne informacije, ki si jih lahko ogrožajo, če do njih pridejo nepravi ljudje. Ne? Zakaj so nevarne? Zato, ker ne znajo poskrbeti za zaščito. To, da recimo, ne vem, sošolec pove drugemu sošolcu preko Instagrama, da gre na, ne vem, recimo na karate, a ne, zvečer, je to v redu, če je to njuna zasebna komunikacija prek recimo aplikacije za sporočanje, ne. Če pa on objavi to informacijo na Instagramu, kjer ima po možnosti popolnoma javni profil, je pa to odprto vsem. Ne? In pa imamo lahko zelo hitro tisto, da ga bo nekdo nekje mogoče čakal. Ne? To je en tak zelo velik problem. Drugi problem sem pa rekel, so pa prijatelji. Ne? Veste, mladi, govorimo tam 13 minus, ne? Oni sprejmejo za prijatelja vsakega na internetu, ki mu z njim spregovorijo 2 vrstice ali pa 4 vrstice teksta, ne, se pravi, da se nič ne izmenjujejo. In reče, da je to moj prijatelj. Dobro, če bi pri tem ostali v redu, ampak mu začnejo zaupati. In se ne zavedajo tega, da je lahko zadnji spolni predator, ki bo zdaj otroka začel manipulirati, da mu bo poslal recimo svoje gole fotografije. In ko mu jih bo poslal, mu bo grozil, da mu jih pošlje še več. To so potem zelo žalostne zgodbe, ne? In tudi, recimo, če se pogovarjamo, ko se pogovarjamo s policisti, ko nam razlagajo, ko sledijo te pogovore, ko obdelujejo spolne predatorje, ko preiskujejo te primere, oni rečejo tako, ti ljudje obvladajo tako dobro, da 4-5 vprašanj otroku postavijo v tej komunikaciji in točno vejo, jim bo nasedel ali jim ne bo. In če vejo, da jim ne bo, grejo naprej. In kdo jim ne nasede? Tisti, ki imajo nekaj znanja, ki so pridobili nekaj informacije, ko so se starši z njimi ukvarjali, ko so jih starši opozarjali na pasti na internetu. A veste, saj tudi nas prežijo, na vsakega uporabnika. Ne? Vemo, recimo za odrasle so zelo problematične ljubezenske prevare. 10.000 evrov se obrnejo v teh prevarah, toliko ljudje zapravljajo za te primere, ravno tako nasedejo. In zato je ključno, in to tudi na SEF-u zelo pozdravljamo ministrstvo, da se je zelo aktivno lotil tega, da se bo še več na tem osveščanju delali in kar je ključno tudi na starših,
Ne? Mladi nekako skozi šole dobijo te informacije. Smo safe, naše delavnice so delavnice tudi drugih izvajalcev, a ne? Pa tudi šole same veliko na tem delajo, ampak še zmeraj imamo problem pri starših, pa tudi pri dedkih in babicah. Ja, ker še vedno je nekako v glavi, če zdaj res vzamem eno osko področje tega, recimo, če vnuk ali pa kdorkoli, ali pa sin igra igrice, ne, pa potem je to v naši glavi, ja, igra igrico. V naši glavi ni igra na spletu igrico z drugimi spletnimi uporabniki, kjer lahko komunicira in kjer lahko pride do kakršnekoli izmenjave informacij, ne. Ja, v bistvu to je še tista predstava, ko smo mi recimo v 80-ih igrali, ko si bil sam za računalnikom, ampak si imel prijatelje pri sebi, Ja. pa smo se držali. Danes imaš ti prijatelje v videoigri in z njimi komuniciraš, a ne? Je to nekaj čist drugega, kar recimo je bilo 20 let ali pa 25 let nazaj. Seveda. Nika, vi ste magistrirali iz študijskega programa informatika in tehnologije komuniciranja. Kakšne kompetence točno podaja ta študij in kakšna so tista ključna znanja, ki ste jih tam pridobili? Torej, študij informatika in tehnologije komuniciranja, oziroma kot ga je moja fakulteta na novo preimenovala informatika in podatkovne tehnologije, je v bistvu študij, ki zajema zelo, zelo široko področje in to je iz vidika torej informatike, torej ukvarjanja z sistemi, arhitekturo sistemov, programiranje, obdelava podatkov, varnost informacij in pa potem tudi druga plat tega, torej komuniciranje, torej ne samo komuniciranje z samo napravo, ampak tudi komuniciranje z ljudmi v ekipi, z stranko ali pa tudi nasploh komuniciranje na spletu. In ja, to je zelo tako široko področje in se mi zdi, da sem veliko kompetenc, še posebej digitalnih, prejela na tem študiju. In mogoče bi potem kar sledil še s tem vprašanjem, kakšna znanja nam omogočajo, da nismo samo digitalni potrošniki, ampak da smo tudi oblikovalci na nek način digitalnega sveta. Torej, da smo lahko oblikovalci, seveda, da znamo programirati, da lahko ustvarjamo neke spletne vsebine ali pa aplikacije, seveda etični vidiki tega, da lahko tudi ustvarjamo varne sisteme in pa aplikacije in pa tudi, ne vem, zelo dosti stvari, no, ampak sama veliko delujem z mladimi in tudi ne samo iz gimnazij in iz takih osnovnih šol, ampak tudi zelo iz takih tehniških šol in veliko bolj ugotavljam, da so zelo veliki digitalni potrošniki, ne glede na to, če jih zdaj dobim iz, ne vem, računalniške srednje šole, so, ne vem, ne znajo biti ravno digitalni oblikovalci, ker jih ta potrošniški vidik jih zelo hitro zanese. Zavedejo, ne? Ja. No, ampak ko smo ravno pri kompetencah, je treba vzpostaviti kakšne sistemske pogoje, da opremimo bodoče generacije s kompetencami, ki so potrebne, ne, za digitalni svet? Zagotovo, ampak morda dve besedi glede tega, kako mladi vstopajo v ta digitalni svet, ki jim na eni strani ponuja lagodje, udobje, marsikdaj tudi samo potrjevanje, na drugi strani jim pa tudi zbija samo podobo in tukaj nastane cela vrsta problemov. Po mojem mnenju na sistemski ravni potrebujemo neko regulacijo, da bomo imeli neke protokole, na kak način, kdo, v kakšnem primeru lahko kam vstopa. Na dvorih so si že pred stoletji postavili protokole, zato da vejo, oziroma še danes v protokolih imamo zapisane stvari, zato da vemo, kako ravnati, na kak način ravnati, kaj se sme in kaj se ne sme. Druga stvar je pa, kako ta preventivni, izobraževalni ali pa vzgojni del prinesti v šolski prostor. Zdaj imamo pred kurikularno prenovo, ki je tik pred začetkom ali pa v polnem teku,
priprav smo nekako prišli do tega, da potrebujemo neke skupne cilje v vzgojno-izobraževalnih programih, kamor bo umeščeno tudi pridobivanje digitalnih kompetenc skozi posamezna predmetna področja, skozi aktivnosti in ob drugih aktivnostih osveščanje mladih za neko smiselno pa tudi varno rabo tehnologije. Najbrž si pa težko zamišljati, da bi se lahko ljudje v prostoru tako hitro spreminjali ali pa tako hitro spreminjali navade, kot se spreminja tehnologija, in iz tega razloga pa mislim, da pa rabimo tudi neko regulacijo. Pardon, replika? Ja, jaz bi sam v bistvu dopolnil, se opravičujem, samo dodal še eno informacijo, se mi zdi, da je zelo pomembna, ko ste omenili regulacijo, ne, da potrebujemo regulacijo, absolutno. Mi na Safer Internet Center v Evropi, ki delujemo in smo povezani v INSAFE mreže, to komisijo opozarjamo že dlje časa. In kot veste, verjetno ste zasledili, letos je stopil v veljavo, oziroma popolnoma bo stopil, mislim, da drugo leto, v veljavo tako imenovani Digital Service Act, se pravi akt o digitalnih storitvah, ki, roko na srce, zelo previdno uvaja regulacijo interneta, pač določenih vidikov interneta, da se razumemo, predvsem velikih korporacij in pa družbenih omrežij. In s tem je v bistvu Evropska unija pa Avstralija sta dejansko, se mi zdi, prvi, da ne moramo reči državi, ker Evropska unija je pač unija, sta prvi entiteti, ki sta se lotile na nek način poskušati regulirati internet. Ker Amerika zagovarja popolno svobodo na internetu. Seveda so zadaj tukaj določeni razlogi, ki izvirajo iz samega bistva interneta, v kar se ne bi spuščal, ampak problem je, ker to, kar sem jaz prej omenil, da pač se dogajajo slabe stvari in so žrtve nedolžni ljudje, predvsem otroci. In tle ne moramo prepustiti uporabnikom interneta, tako korporacijam kot posameznikom, da bi oni sami varovali pač te ogrožene skupine, kamor otroci sodijo. In dovolj časa so imeli, da bi pokazali, da bi se to dal, ker treba se zavedati, da predvsem družbena mreža imajo vsa sredstva, da bi to lahko speljala, ampak preprosto niso želela. In zdaj se pač uvaja regulacija, ki upajmo, da bo prinesla nekaj pozitivnega. Lahko pa povem, ker sem bil na eni konferenci junija v Bruslu, prav na temo DSA-ja, da je zelo veliko neznank, kaj se bo zgodilo in kako se bo to v resnici potem izkazala, da ne bo zdaj samo veliko se o tem govori, na koncu pa ne bo učinka. Bomo videli drugo leto, vemo tudi, Slovenija ima kar nekaj zavez iz tega Digital Service Acta in upajmo, da na globalni ravni bojo pozitivne spremembe za vse, predvsem pa seveda za otroke. Ogromno nekih neznank je tu še, ne glede na to, koliko strokovnjakov vas razmišlja o tem in predlaga in predvideva, je tukaj še vedno neznan svet, odprt in širok kot je vesolje samo. In kako pa na ministrstvu razmišljate glede tega razvoja? Bi bilo prav, da se, nemečkano naivno postavljam to vprašanje, bi bilo prav, da se to upočasni oziroma zavira, ali pa pač digitalizacija pač ne prinaša le prednosti in vsega, temveč tudi nevarnosti, ali se ta razvoj še dodatno okrepi? Jaz bom najprej povedala, da za tale Digital Services Act, ki ga je kolega omenil, smo pristojni na našem ministrstvu v Sloveniji, se pravi, se ukvarjamo z prenosom evropske zakonodaje v slovenski prostor, tako da na evropski ravni je že bil sprejet in se bo k nam v našo zakonodajo prenesel predvidoma do februarja, zdaj, torej zelo kmalu. Tako da nekako, ker smo prej govorili o tem, zakaj se skrbimo, seveda jaz nisem vsega naštela, to mogoče najprej. Glede vprašanja, ali bi bilo treba še pospešiti digitalno preobrazbo oziroma ali bi jo bilo treba malo zavirati, mogoče odgovorim na malo hecen način, ampak čisto zares. Recimo na našem ministrstvu imamo sektor za pospeševanje digitalne preobrazbe. Tako da nimamo nobenega sektorja za zaviranje ali pa kaj takega. Imamo sektor za pospeševanje, zato ker verjamemo, zares verjamemo, tudi pač smo sami toliko navdušeni
slučajno nakupu se zbrali, ampak zares verjamemo, da te tehnologije lahko zelo poenostavijo življenje, ga lahko zelo izboljšajo, glede na to, kar se nam dogaja, da smo starajoča se družba in tako naprej, zelo lahko pridejo prav kot pomoč pri našem delu, ki ga opravljamo. Seveda pa to sabo prinaša po eni strani nevarnosti, po drugi strani pa tudi spremembe. In nam se včasih že zdijo spremembe nevarne oziroma težke. Na spremembe moramo biti pripravljeni oziroma moramo se v njih pogovarjati, moramo jih pravilno naslavljati. Zato je tudi prav, da danes tukaj sedimo in se pogovarjamo o vseh teh stvarih, ker vsak od nas počne nekaj takšnega, kar je izjemno pomembno za to področje. Ne? Šolstvo, neverjetno. Ravno tako oba načina preprečevanja nevarnosti ali pa tudi že zdravljenja nevarnosti. Ne? Ali pa recimo gospodična Nika, ki je šla malo bolj v to profesionalizacijo in moram reči, da me osebno zelo navdušuje, ker sem čista družboslovka. Pač v naših časih je nekako tako veljalo, da če si deklica, sedaj bolj za umetnost zanime, ne mogoče IKT smeri, mogoče bo imela Nika priložnost, da pove, kako je to našla, ampak zdaj, da ne zaidem stran od našega ministrstva, torej ne, mi verjamemo, da je smiselno nadaljevati z razvojem in verjamemo tudi, da ga ni mogoče ustaviti, ker če bi stremeli k temu, da bi se Slovenija odločala, recimo, mi pa bi radi, da se zaustavi, mi pa bi radi, bomo osamljeni, bomo ostali zadaj, bomo vedno bolj izključeni, ker svet se bo razvijal naprej. Mi včasih tudi dobivamo na ministrstvo razna pisma, pobude, tudi v smeri, pa dajte že nehati, no. Dajte se to ustaviti, dajte se to ugasniti. Ne gre, ker mi se kot družba razvijamo. Mi smo postali informacijska družba že nekaj časa nazaj in ta družba se razvija. In prav je, da se tega zavedamo in da se res opremimo ustrezno za to družbo, tako kot je bilo prej tisto dobro povedana prispodoba, ne, ob bazenu. Da znamo torej v tej vodi zdaj plavati, da znamo paziti na ploščicah, da damo vsaj rokavčke gor, skratka, da poskrbimo za to, da znamo v tem svetu, kjer pa smo preživeti in izkoristiti prednosti, ki jih pa prinaša. To bo fantastično, če bomo nekoč si lahko s pomočjo tehnologije pomagali, da bomo dlje zdravi, da si bomo lahko pomagali, da bomo lepše skrbeli za ostarele in tako naprej. To so res lahko zelo lepe zgodbe in stvari. In to si želimo, da vsi prepoznamo in da imamo nekako to v spredju. Torej, digitalna preobrazba, ja, ne pa digitalna preobrazba kar tako, ampak digitalna preobrazba v dobro človeka. No, to ste mi zdaj z jezika vzeli v dobro človeka. Prej ste omenjali, da bi to lahko podjetja že veliko prej razmišljala o tem in delala na tem, ne, ampak je definitivno so drugi cilji pred dobrobitjo človeka na vrsti kot pogosto povsod. Ampak, no, če vas vprašam še zdaj, kako pa vi v bistvu mlade in vse te spodbujate k neki konstruktivni, k neki zdravi uporabi? Ja, nekaj sem dotaknil tudi vseh teh misli, ki so bile izrečene. Marko, najprej hvala. Absolutno internetni prostori niso prostori varnosti per se, ampak govoril sem o psihološki varnosti, ker odkoder pa naprej lahko gremo v nekaj različno tega navedeno, lahko si žrtvam nečesa, lahko en izmed teh stvari je tudi pač zasvojenost, kot sem omenil. Druga stvar, mislim, da pri razvoju, ki ga ne bomo nikdar mogli dohiteti, regulacije tukaj zato, da zaščiti uporabnike, je samo to namen, ne da nas omejuje, da ščiti trg, da poskrbi za našo varnost, da se imamo na koga obrniti na primeru težav, lahko tudi z odškodninskimi zahtevki, naprimer do velike korporacije, če pač so stvari regulirane. Jaz mislim, da pri razvoju novih pristopov, novih tehnologij je treba imeti vedno v mislih, kako bo neka rešitev vplivala na duševno zdravje. Sploh tistih najranljivejših. In to mislim, da se do zdaj nismo nikoli spraševali. Kako bo zdaj družbena omrežja, na kaj bo vplivala in kako se da to enostavno tudi rešiti. Tehnologija omogoča z minimalnimi sredstvi, da se vgradijo v profile družbenih omrežjih načini, da se lahko ti odklopiš, odjaviš, izklopiš zasvojljive vsebine. Seveda so povsod vgrajene, ker pač to je edina mehanika, kako pač pritegniti uporabnike.
zato da bodo pač se navadili na neko vsebino, na neko platformo in to pač uporabljali, interaktirali z blagovno znamko in bodo tudi lastniki na koncu zadovoljni. Ne. In odprti podatki. Zakaj niso tukaj odprti podatki vseh teh podjetij, koliko imajo uporabnikov, koliko časa preživijo na spletu? Dejansko je tukaj ena gora podatkov, iz katerih se da marsikaj tudi na nivoju programerskem rešiti, v smislu že nekih ugrajenih, ne bom rekel omejevalnikov, prepovedovalnikov, ampak vsaj opozorili mogoče nekih, ki bodo vplivali tudi na podzavest uporabnika, v smislu, glej, 12 ur si že uporabljaš moj avatar, utrujen sem, ne morem biti več toliko aktiven, ne? In se ne bojo kregali otroci in starši, da mora biti manj na računalniku, telefonu, ampak bo že sam njihov avatar, v katerega so to vložili, mogoče upozoril na to, da on pa ne zmore več, ne? In mogoče neki performansi se znižajo, ni tak občutek več uporabniške izkušnje, to zadovoljivo, ne, potem za tega uporabnika. Ker tukaj govorim predvsem v skupini ljudi, ki ne bojo nikdar prišli do nas, poiskali pomoč, ker pač niso take osebnosti in tukaj mi lahko tehnologija pomaga, tudi umetna inteligenca, ker lahko prepozna zelo hitro te vzorce, pa daje nasvete, tiste prve, lahko, ne bojo nikoli škodljivi v smislu, če bojo to narejeno etično in tako pravilno. In tukaj pri regulaciji kot taki bi lahko razmišljali, kaj je tisti higienski minimum, da neko podjetje, start-up ali pač globalno podjetje, kaj mora na evropskem trgu, s katerim nekim minimalnim higienskim standardom zadostiti, da je aplikacija duševnemu zdravju prijazna. Duševno zdravje je pa zelo široko področje, tu notri je tudi zasvojenost in vse ostale druge oblike, ne, ki so. Tako da to je ena stvar. Osebno, kar se tiče pa tega spodbujanja v neko ustvarjalno, produktivno uporabo, prej sem zelo vesel, ko sem videl, koliko je tukaj žuborelo, ne vem, robotike in nekih drugih rešitev. Sam osebno sem res navdušenc nad tehnologijo. Moram povedati, da pač nisem več tako mlad, ne, leta 80, ki je že to, se prav spomnim. To je bil en tak ključen moment v mojem življenju, od takrat naprej se ne razdružil z računalnikom. Na osnovno šolo, Koroških jeklarjev, je prišla ena ekipa, ne vem iz kje, so prinesli pokazati prve računalnike, ZX81, priklopljene na televizor, vse črno-belo, piksli, grafika, osnovna. In to me je toliko navdušilo, da sem preveril, če lahko to zadev si sposobni za domov. In sem si za eno noč sposodil računalnik za domov, navdušil očeta, sebe in sem začel programirati. Medtem, ko so ostali otroci zunaj se igrali indijanci kavbojce, sem se jaz programiral, ne vem, ko sem me navduševala Bojan Križaj, Rok Petrovič, slalomsko progo, mestne čase, najboljši izid in sem si sprogramiral igrico. Od tu naprej je samo moja karierna pot šla v povezavi z to neko ustvarjalno uporabo. Zdaj, kako prenesti to navdušenje na otroke, to, kar sem danes videl tukaj, je že ena stvar, ne bojo vsi programerji, super pa je, če vse osvojijo ta osnovna znanja, kako razmišljati kot programer, kako reševati probleme. Jaz tudi kako noč v srednji šoli nisem spal, pa je ne prespal. To ni pomenilo, da sem zasvojen, da sem bežal v videoigre, ampak nisem mogel nekaj programirati, dokaj stvar ni delovala. Jaz sem bil polno navdušen ob 6 zjutraj dela, ne. In tudi naprej, ne. Tako da moraš nekako to začutiti, tako kot za vsako stvar, nekdo za nogomet, nekdo za balet, ne bojo vsi pač se res to navdušili. Seveda je pač to upismenjevanje, približevanje, pogovor o tem je pa nujen, ne. Tako sploh v domačih okoljih, ko je pa tega izredno premalo. In kaj tukaj dostikrat napaka pri starših, če se spet obrnem na starše, je to, da ta svet otrok, ki ni toliko pomemben, kjer se najdejo, starše dostikrat ne zanima, pa to zavračajo, a spet igra igrice. Mogoče pa je tukaj en kandidat, ima potencial, da bo 3D modeliral, pisal scenarije, oblikoval grafiko, zvoke, so to izkušnjo, ki pač je. Tudi mene osebno moti, da mladi dejansko so res večinoma potrošniki zabavne industrije, da malo tega pristopa k ustvarjanju, ki zanima. Nimam čarobne palčke. Jaz še včeraj sem recimo, da imam tam na stojnici, sem Raspberry Pi sestavil, to je tak mini računalnik, ne? Da mi ni treba nositi cele hišnice. Moraš imeti nek tak, neki vseb, pa tudi nekdo te mora navdušiti, ne? Zato to me rad. Če tako malo laično rečem, da ste nekako govorili o aktivni pa o pasivni uporabi nekako vsega tega, nekoga res nekaj, to je tako kot, mislim, ne vem, če so Goranu Dragiću kdaj težili, ne gre se učiti pa naredi domačo nalogo, zakaj tam meče na koš še vedno, ne na igrišču? Ja, v tem oziru, ja.
Hkrati pa verjamem, da tudi ta ustvarjalna uporaba tehnologij je en močen varovalni dejavnik, zato da ni samo beg pred neko zabavo, ne, pa v neke stike tvegane, ki se ti lahko slejko prej skodijo, mimogrede, ne, da je to tisto neka tudi varovalka, ne, zato da ne bom zasvojen na koncu. Ne. Ja. Čeprav moram povedati, za moje osebne zgodbe, ko sem spoznal pač mojo partnerko, ne, je ravno to bilo tisto, ne, ti imaš problem. Ne. In tako je nastal logout, ne. To ste rekli ali to ste slišali? To sem slišal, ne. Ja. Ampak dobro. Dobro. A ste želeli še nekaj povedati? Ne? Me zanima, se pravi, kljub vsem tem nevarnostim v digitalnem svetu, pa to še vedno seveda priporočate mogoče otrokom, da se vključujejo v digitalni svet in to? Wow, to je hudo vprašanje, ne? Ja, Zelo paziti, kaj bom odgovoril, ampak gledajte, stvar je čisto enostavna, a ne? Otroci imajo pravico uporabljati zadeve. Imajo pravico tudi do varnega otroštva, ne? Kar pomeni, da ja, sam spet treba jih je vpeljati v ta svet, treba jih je naučiti, to je ključno, a ne? Zdaj priporočati, ja, ampak ne bojo to zadeve, ki so pod kontrolo, ne bojo tudi pod časovnim nadzorom in naj ne bojo prevladujoča stvar, a ne da gre nek otrok, pa živiš te 5 ur na telefonu, star je pa 6 let. Zdaj tudi za 16 let je to preveč, bom rekel, tudi za nas odrasle je 4, 5, 6 ur na dan na telefonu bistveno preveč, da se razumemo, a ne. Uporabe gledanja v zaslonu, ne, pogovor mogoče izuzeti iz tega, vendar recimo. Skratka, da so te zadeve predstavljajo en del življenja, ne, in da je tukaj še šport, da je tukaj, ne vem, hoja po gozdu, branje knjig, konec koncev, da se tudi televizijo kaj pogleda, ne, televizija tudi malo ven, zdaj izpada iz tega, kar je internet njeno vlogo prevzel, ne, pa predvsem, da se družijo, ne, družijo med seboj. In pa to je pomembno, a ne, jaz vedno pravim, telefon, jaz ga imam tukaj v žepu, ne, to je zelo zmogljiv računalnik, to je orodje, ravno to, kaj Boris izpostavlja, ta kreativna uporaba je ključna. In to je tisto, kar bi lahko šole spodbujali, oziroma bi mogle v šole spodbujati. A ne? Treba je bi pa bilo, to je pa v bistvu naše mnenje, v šolah vseeno omejiti to uporabo. A ne? Se pravi, da ta zabavni del, tvegani del izpade, ker na temu so že popoldne. Ne? Oni imajo popoldne, se zabavajo s telefoni. To, da imajo še med odmorom, pa ne vem, še med poukom, ko učiteljice ne poslušajo, kar je dolgočasno, recimo, ne? To ni v redu, ne? To, da si pa mogoče pomagajo, ne vem, robote, ne? Pač nekaj programiranja robotov in to, in zato uporabljajo telefon. To super, kar jim tudi daje informacijo, lej, telefon se lahko uporablja tudi za kaj drugega, kot samo za čvek s tvojimi prijatelji, pa za gledanje YouTube videov, pa gledanje objav na družbenih omrežjih, ne? To je tudi orodje. In iz tega vidika mislim, da ja, iz tega vidika je to smiselno, da se uporablja, je fajn, da se uporablja, ampak ne prezgodaj. Nimamo vedeti, ne, razvoj možganov teče po svoji poti in koliko jaz vem, se šele pri 25. letu zaključi, ne pri 6., 7., ne. In uporaba teh naprav prezgodaj v otroštvu ima negativne vplive, na kar opozarjajo tudi naši pediatri, ki to opažajo neposredno v ambulantah, ko pridejo k njim otroci, ki so super uporabniki telefonov, starši to rečejo, ni pa sposoben žoge ujeti. Nima te 3D predstave prostorskega, ne? In to so pol problemi. Slišal sem, enkrat sem se pogovarjal z učiteljico glasbe, ki je učila tudi prečno flavto. Rekla, da je potrebovala 1 leto, da je pri otrocih zbudila mezinec in prstanec, da so sploh lahko začeli igrati, ker je vse bolj kot ne v teh 3 prstih. Ja, jaz sem v bistvu zdaj pred kratkim sem celo en članek bral o učiteljih, o glasbenih šolah, da opažajo na splošno, da je problem z vsemi temi inštrumenti, ker nimajo motorike razvite. Ti za inštrumente igrati potrebuješ, ne? Mislim, si predstavljam, da če igraš prečno flavto, pa vmes še žogo loviš, da je to zelo zakomplicirano, ne? Ni najlažja stvar na svetu. Definitivno, ja. Ampak ne, hotel sem samo še to povedati, da ne glede na to, da
zdaj nekako kritično omenjamo, kako otroci pa to preživljajo čas, pa to jaz še dobro spomnim, kako me je čaral računalnik pri prijatelju doma in sem, ko mi čakal, da naredim domačo nalogo in pojem tisto kosilo, vse narabam mesto, gleduje in grem čim prej za igrice, ne, ker ni bilo to tako zelo privlačno. Pa nisem programer ali pa računalničar ali pa kakorkoli. Ni najlažje. Definitivno ne, zato ker je tudi industrija zelo močno dela na tem, da bi pritegnili. Ne govorim samo o videoigrah, ampak jasno je in dokazano je, da družbena omrežja imajo namensko vključene elemente zasvodljivosti. Žive barve, primer, 3 bom naštel, žive barve, neskončno podrsavanje po telefonu, pa všečki. To so vedeli, da je zasvodljivo in so jih namenoma vključili, ker je to seveda povezano, vemo, z denarjem na koncu. Potrebujemo samo en tak zakon, po 9 zvečer ne smete več, kot je s kakšnimi drugimi izdelki, mogoče tudi nekaj podobnega s tem. Jaz imam veliko kolegov, v bistvu, ki so si že uredili življenje tako, da do 12 pustijo pri miru vse razen mailov, recimo, ne, v tem smislu. Jaz toliko daleč še nisem, ampak jih zelo spoštujem zaradi tega. Mogoče še eno vprašanje, zadnje. Kako boste to znanje ali pa to vse, kar počnete, uporabljali naprej? Kakšne imate načrte za prihodnost? Moja prihodnost je bolj na fakulteti, torej raziskovalno delo in pa seveda učenje. Tako da učenje mladih generacij, seveda ozaveščanje še mlajših skozi te delavnice in pa seveda iskanje rešitev in pa reševanje nekih izzivov. Fantastično. Ste imeli še kakšno repliko prej, se mi zdelo, da ne? Dobro. Tem pa vas še vprašal, kako spodbujate profesionalni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev, da bodo pripravljeni na to uvajanje in sprejemanje novosti na področju digitalnih kompetenc. Ja, mi se na eni strani veliko ukvarjamo tudi z vprašanjem, kaj učenec oziroma učenec zlasti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oziroma otrok zmore. Ali zmore kritično presojati, kaj je varno, pa kaj ni varno zanj. In dokler nima neke izkušnje, pogosto ne verjame, ko dobi izkušnjo, je pa marsikdaj že prepozno. Zato se ogromno ukvarjamo s tem, na zavodu temu rečemo smiselna raba, pa mi je zelo všeč izraz ustvarjalna raba tehnologije in zato je tudi ideja, da se to umešča k posameznim predmetom, da to uporabljajo kot orodje. In tu vidimo priložnost na eni strani pri usposabljanju strokovnih delavcev ob uvajanju prenovljenih učnih načrtov, ker je to učni načrt je praktično orodje za njihovo delo ali pa okvir za njihovo delo. Na drugi strani pa tudi skozi neke motive, ki so umeščeni v karierni razvoj. To pomeni, da praktična usposabljanja ali pa teoretična usposabljanja potekajo tako, da se to vrednotenje, to tudi v vrednoti v okviru pravilnika o napredovanju in kariernem razvoju. Na ta način želimo pritegniti tudi morda tiste, ki smiselne ali pa učinkovite rabe tehnologije še ne vidijo čisto v prvem planu, da pa zagledajo skozi to neko korist. In jaz verjamem, da skupaj tudi z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in pa predvsem tudi fakultetami pa inštitucijami, ki se ukvarjajo tudi z varno rabo ali pa zaščito pred nevarnosti pa preventivnim delom na področju rabe digitalne tehnologije, bomo premikali stvari naprej, zato se mi zdi, da ime tega sektorja je pravo, ker tehnologija bo šla v vsakem primeru
naprej. Ves čas imamo pa izzive, kako to loviti. No. Nas pa v bistvu hrabri ta vedno večji prostovoljni odziv strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki želijo ta znanja in veščine pridobiti tudi v smislu preventivnega delovanja do staršev. In izziv so nam razredniki, ki so edini v najpogostejšem stiku s starši, kako te stvari prenesti tudi v družinsko okolje. Seveda, ker vse to znanje je nepomembno, če znamo samo kritizirati pa prepovedati. Ne? Pametno je najti verjetno pravo, kreativno, konstruktivno pot do... V veliki meri se mi zdi, da je tu zelo pomembno ozaveščanje, eno širše ozaveščanje tudi družinskega okolja. Sej med šolskimi urami se ne dogajajo najhujše stvari na omrežjih. Ne? Se pa med pavzami, pa na poti domov, pa doma. In tu mislim, da imamo vsi skupaj izziv. Bi želel še kdo karkoli dodati ali pa karkoli se vam zdi pomembno, da se mogoče še izpostavi? Nas le snemajo, to bo le še dolgo časa na voljo, tako da če sem karkoli izpustil z vprašanji, ali smo nekako zaobjeli lepo tematike, s katerimi se ukvarjate. Ja, kar prosim. Ja, jaz bi sigurno iz tega vprašanja izhajal, kakšni so izzivi tudi za naprej, kako bomo še mi pa svoje poslanstvo naprej izvajali. Mi bomo sigurno še naprej nudili brezplačno pomoč vsem ranljivim skupinam, ki imajo neke tegobe na spletu. Je pa tudi za nas predstavlja izziv vsi novi pojavi, se moramo ves čas prilagajati, tudi smo znova presenečeni. Tudi umetna inteligenca tudi nas ni zaobšla, spet seveda ena dilema, kako mi uporabiti, v smislu pripomočka. Na drugi strani imamo pa že, devetošolko iz osnovne šole, ki se zaljublja v karakter umetne inteligence, se tega zaveda in je zelo stiska, ker se zaveda, da je to resnična oseba, vsi pa vseeno želi, da bi bila. Zato pa iskala pomoč. Imamo osebo, ki živi v virtualnem svetu, se pravi metaverzum je tukaj, oseba, ki dejansko spi z očali, se pravi navidezne resničnosti, z vsemi senzorji na telesu, ima fanta čez lužo, skupaj zaspita, hodijo ven na zabave, ven v različne digitalne svetove, ki se izbirajo, skupaj gledajo filme, se oblečejo v pižame, imajo svoje digitalne karakterje, ki so jih oblikovali, sploh ni on, ampak je ona v virtualnem svetu in je tukaj veliko enih izzivov, kako v bistvu potem posameznikov, ki čuti, da živi spopolnjeno življenje, hkrati se pa sprašuje, zakaj je depresiven, tukaj nudi pomoč. In ja, je izziv vsekakor te digitalizacije za vse nas. Prav, seveda. A je še kakšno vprašanje mogoče? Še od nekoga? Dobro, v redu. Potem pa ste želeli še povedati? Ja, mogoče, če dovolite. Jaz bi želela zaključiti vseeno v enem pozitivnem vzdušju. Ker se mi zdi fino, res fajn, da se zavedamo vseh nevarnosti, ampak zelo odlično tudi to, kar je povedal dr. Logaj, se pravi, želja tistih, ki delajo danes z mladimi, učiteljev in tako naprej, da bi usvojili digitalne spretnosti, je velika. Prav je, da se tega veselimo in upam, vem, da že bodo imeli priložnost, vem, da se že veliko dogaja, nekateri so jo že imeli in ostali še bodo. Tako da, dajmo zaključiti mogoče pozitivno, pa reči, da se bomo še naprej vsi tukaj zbrani trudili za to, da širimo digitalne spretnosti in se naučimo z njimi krmariti po tem digitalnem svetu tako, da bo dobro za vse nas. Če ste za. Mislim, da noben ne bo oporekal. Najlepša hvala vsem za vaše misli, za vaše znanje. Hvala.